Vsi se kdaj pa kdaj sprašujemo, kateri Slovenci so najbogatejši. To so seveda tisti, ki imajo ljubečo družino ter mnogo dobrih prijateljev. No, ne po navedbah revije Finance. Torej, kateri so tisti najuspešnejši Slovenci, ki svojimi milijoni oblikujejo industrije ter spreminjajo našo državo? Danes vam predstavljamo seznam 10 najbogatejših Slovencev. 10 najbogatejših Slovencev. Bonus. 11. mesto. Igor Akrapovič. 178 milijonov evrov. Igor Akrapovič je ustanovitelj in lastnik podjetja Akrapovič, znanega po proizvodnji vrhunskih izpušnih sistemov za motorna vozila. V panogo je po koncu tekmovalne motoristične kariere vstopil sam zaradi pomanjkanja izpušnih sistemov visoke kakovosti na trgu ter izdelal lastnega, ki je zadostoval njegovim potrebam. 10. mesto. Ivo in Taja Anastasija Boscarol. 200 milijonov evrov. Boscarol je eden uspešnejših slovenskih podjetnikov in ustanovitelj ter dolgoletni direktor podjetja Pipistrel, ki proizvaja ultralahka letala. Skupaj s hčerko in solastnico Pipistrela sta večinski delež podjetja prodala ameriškemu podjetju Textron. 9. mesto. Marko Pistotnik. 210 milijonov evrov. Pistotnik je bil preko svoje ciprske družbe Termeja 7 18,54% lastnik Outfita 7, ki je večinsko premoženje zaslužil, ko se je podjetje prodalo kitajski združbi Zhejiang Jinke. Sedaj pa se ukvarja z gradnjo, prodajo ter najemom skladiščnih prostorov. Prste pa ima tudi zraven pri računalniškem programiranju v podjetju Sedmina. 8. mesto. Damjan Merlak. 212 milijonov evrov. Damjan Merlak je z Nejcem Kodrišem soustanovitelj Bitstampa, ki je bila ena prvih svetovnih menjalnic kriptovalut. Svoj tretjinski delež je leta 2018 prodal belgijski investicijski združbi NXMH. Danes zanimivo v kriptovalutah ne hrani niti enega evra. Namesto tega svoje premoženje vlaga na finančne trge ter nepremičninske projekte, kot so novi hoteli v Bohinju. 7. mesto. Joc Pečečnik. 218 milijonov evrov. Joc Pečečnik je osvojil 7. mesto najbogatejšega Slovenca tako, da je ameriškemu skladu Oaktree Capital Management prodal svoj delež v mengeški družbi Interblock, ki se ukvarja z razvojem, prodajo ter oddajo elektronskih igralnih avtomatov. 6. mesto. Dari in Vesna Južna. 227 milijonov evrov. Kariero sta začela z ustanovitvijo borzno-posredniške družbe Perspektiva, ter kasneje družbo za upravljanje Vizija. V lasti imate tudi gradbeno podjetje CGP, tiskarno Novo mesto ter Lisco, sta pa tudi 10% lastnika Petrola. 5. mesto. Družina Lah. 266 milijonov evrov. Glava družine Igor Lah je obogatel v privatizaciji z zbiranjem lastninskih certifikatov državljanov. Bil je soustanovitelj Divide, ki upravljala več različnih skladov. Svoje premoženje je kopičil v družbah Ampelus, Galantia in Alber, vse sedeži v davčnih oazah. Njegovi največji naložbi sta Steklarna Hrastnik ter nepremičniški holding Cirev. 4. mesto. Boštjan Bandelj. 295 milijonov evrov. Boštjan Bandelj je ustanovitelj in direktor podjetja Belektron, ki trguje z emisijskimi kuponi, ki jih izdala Evropska unija. V letu 2021 so imeli v Elektronu kar 2,5 milijarde evrov prihodkov ter 77,8 milijonov dobička, kar je največji dobiček slovenskih podjetij v domači lasti. Boštjan Bandelj je tudi tretjinski lastnik v razvijalcu krmilnikom za upravljanje energije Engen. 3. mesto. Družina Šešok. 300 milijonov evrov. Družina Šešok je lastnica skupine Iskra, ki je sestavljena iz večjih podjetij, ki vključujejo naslednje dejavnosti: energetika, inštalacije, izdelava komponent za vgradnjo, promet, telekomunikacije ter druge. Družina Šešok si poleg Iskre svoje premoženje kreira še z nepremičninami. 1. in 2. mesto. Izasija ter Samologin. 345 milijonov evrov vsak. 1. in 2. mesto za naslov najbogatejšega Slovenca si delita bivša zakonca Izasija ter Samologin, ki se obogatila s prodajo deleža v podjetju Outfit 7. Outfit 7 razvija zabavne aplikacije, med katerimi je najbolj znan seveda govoreči maček Talking Tom. Svoj delež v podjetju sta prodala za vrtoglavih 689 milijonov evrov. Katera zgodba uspeha sodržavljanov vam je najbolj všeč? Zapišite v komentarje. Če pa so vam taki videi pri srcu, pa ne pozabite video všečkati ter se naročiti na kanal za več podobne vsebine.